Bojan, lepo pozdravljen. Veseli me, da lahko danes govoriva tudi v takšnem kontekstu, v kakršnem še nisva, kljub temu, da v mnogih drugih sva že. V preteklih letih sva oba raziskala razmeroma podobne teme, ki zadevajo filozofijo, pa recimo etiko novih tehnologij, morda še posebej umetne inteligence. In zato se mi zdi, da lahko v današnjem pogovoru odpreva kar nekaj tem, ki so vsaj razmeroma skupne. In najboljše verjetno, da začneva kar na začetku. Pri vprašanju, prvi del mojega vprašanja bi bil, kaj je umetna inteligenca, oziroma kako se umetna inteligenca recimo razlikuje od človeške inteligence. In pa drug del tega izhodiščnega vprašanja bi bil, kakšne vplive ima uporaba umetne inteligence na religijo in teologijo. Ja, najprej bi se zahvalil za to vprašanje, ki je zelo dobro, in za pogovor, ki bo ga imela. Zdaj vprašanje, kaj je inteligenca. Jaz zagovarjam neko minimalno opredelitev inteligentnosti, torej dve značilnosti. Prvo je reševanje problemov in drugo je samostojnost pri reševanju problemov. In lahko rečem, da sodobna umetna inteligenca, sistemi globokega učenja in tako naprej, izpolnjuje ta dva pogoja. Izkazujejo reševanje problemov in tudi določeno samostojnost. Tako da bi dejal, da sodobna umetna inteligenca je inteligenca v pravem pomenu besede. Vendar pa moramo tukaj biti pazljivi. To pa še ne pomeni, da je umetna inteligenca podobna človeški, da je človekolika umetna inteligenca, ali da je tudi verjetna izdelava ali oblikovanje človekolike umetne inteligence, to pa mislim, da ne. Kajti človeška inteligenca ima nekatere značilnosti, ki so problematične z vidika pripisovanja le-teh umetni inteligenci. To so lahko izpostavim 4. Prvič je splošnost ali generalnost umetne inteligence, drugič je intuicija, tretjič je en pojem abdukcije, ga bom razložil na kratko, in četrtič je zdravi razum. Se pravi, te značilnosti oziroma sposobnosti so med seboj povezane, so prepletene, jih ne moremo ločiti in mislim, da jih ne moremo pripisovati v polnem pomenu umetni inteligenci. Se pravi, čeprav so bili doseženi neki napredki, ne. Splošnost umetne inteligence pomeni to, da je nek sistem inteligence sposoben za reševanje širokega spektra nalog, ne samo za določene, bi rekel, zadeve. Tu je seveda sodobna umetna inteligenca, sistemi globokega učenja, ki temelji na nevronskih mrežah, večinoma dosegla osupljive rezultate. V preteklosti klasična umetna inteligenca ni bila sposobna prepoznavati vzorcev, ni bila sposobna interpretirati jezika in tukaj so pač sodobni sistemi naredili osupljive korake naprej. Vendar pa se moramo zavedati, da še vedno obstaja bistvena razlika med človeško inteligenco in pa umetno inteligenco. To se vidi lahko na preprostem primeru, recimo prepoznavanja obrazov. Recimo otrok ali celo dojenček lahko prepozna obraz že po 2-3 ogledih. Umetna inteligenca to stori zelo hitro, ampak zato potrebuje ogromno število ogledov, ogromno število ogledov. Res, da je čas kratek, ker je zdaj tako zmogljiva in razpolaga z ogromno količino podatkov, ampak če gledamo število ogledov, je pa ogromno. In tukaj se vidi razlika med človeško inteligenco in pa umetno inteligenco. Človeška inteligenca deluje na načelu prepoznavanja celote in potem šele po potrebi začne analizirati
dele te celote. Tako recimo kot pri reševanju problemov. Ne? Človeška inteligenca najprej zoži problem, ne zanalizira celotne situacije, ampak enostavno vidimo, kje je srž problema in potem v tistem zoženem okviru analiziramo možnosti. Recimo velemojster šaha takoj vidi, kje je problem in potem samo znotraj tega okvira analizira. Raziskave pa kažejo, da velemojster šaha ali pa povprečen šahist oba upravita približno isto število operacij analize, približno 100. Torej ni razlika med velemojstrom pa med povprečnim šahistom v analizi ali celo sposobnosti analize, ampak najprej da se zoži, da vidi, kje je pravi problem. In to je tudi problem ustvarjalnosti. Ustvarjalni človek ni tisti, ki je najboljši v analizi, ampak tisti, ki vidi sploh, kje je problem, kje je bistvo problema in ki postavi pravo vprašanje. To je ustvarjalnost. In tukaj se človeška inteligenca razvija. Mi vidimo bistvo, mi vidimo lik, gestalt, kot bi rekli gestalt pedagogi, umetna inteligenca gre pa po poti statistike in analize. Tako da se je umetna inteligenca sodobna popravila z vidika splošnosti, ampak če na koncu pogledamo, je to še vedno temelji na statistiki in so njene, bi rekel, sposobnosti še vedno relativno omejene, čeprav so veliko bolj splošne. Se pravi, zadevajo analizo in klasifikacijo podatkov in pa tisto, kar imenujemo včasih regresija, na podlagi statistike in trendov predvidevanje naslednjega podatka. Tako da to je prvo. To, kar se tiče, bi rekel, splošnosti. Kar se tiče intuicije, bi samo na hitro rekel to, ker je to povezano s prvim delom, sem rekel, je, da ne smemo mi zamenjevati heuristik z intuicijo. Umetna inteligenca je vedno boljša, kar se tiče heuristik. In njena uporaba heuristik spominja dostikrat na intuitivno mišljenje, ampak to ni intuitivno mišljenje. Tretja stvar, kar se tiče abdukcije. Kaj je abdukcija? Abdukcija je vrsta sklepanja, ki ni niti dedukcija, niti indukcija, ampak je nekaj vmes. Če bolj preprosto rečeno, to je zelo pogosto recimo v znanosti. Ko mi postavljamo hipotezo, je bistvo znanosti, da postavimo pravo hipotezo. In indukcija je nekaj, kar ni golo uganjevanje, ni golo ugibanje, ampak ni pa še sklepanje po poti indukcije, statistike ali dedukcije. In to je velik problem za umetno inteligenco. Nihče ne ve, kako ga bi rešil, ker umetna inteligenca še vedno deluje, bi rekel, na podlagi simulacije statističnega sklepanja, simulacije, to je pomembno, ki statistika je pa v končni obliki, če smo malo grobo rečeno, oblika induktivnega sklepanja, logično. Torej, tudi tukaj so bistvene razlike. Tretja stvar, kot sem jo dejal, četrta je pa zdravi razum, ne, ki pa nekako vsebuje vse te elemente. Ne. Zdravi razum je pa vsebuje intuicijo, vsebuje abdukcijo in vsebuje generalnost. Ne. Tako da tukaj ne gremo in še pojem sam, umetna inteligenca se nanaša na eni strani na produkte, se pravi na umetno inteligenco, na robote, na računalnike in tako naprej, na drugi strani pa na področje raziskovanja. Ne? In področje raziskovanja je zelo razvejeno, ampak lahko ga definiramo z raznimi, recimo, glavnimi problemi. Eno je bilo prepoznavanje vzorcev, drugo je bilo reševanje problemov in tretje je bilo interpretacija ali razumevanje jezika. In tukaj je seveda sodobna umetna inteligenca na prepoznavanju vzorcev pa na razumevanju jezika naredila bistven premen. Najbolj temeljno, po mojem mnenju, je pa prepoznavanje vzorcev, ki leži potem tudi v temelju obeh ostalih dveh zadev, interpretacije jezika in reševanje problema. Toliko. Zdaj, kar se tiče drugega vprašanja, se pravi vpliva umetne inteligence, njenih učinkov in tako naprej na religijo in teologijo. Tukaj so seveda razna področja, ne, ki jih lahko omenimo in vprašanja, ki se zastavljajo. Prvo je pač vključevanje
umetne inteligence v človeško življenje in tudi v življenje cerkve in vernika. Se pravi, do katere mere lahko to prepustimo, do katere mere lahko vključimo robote in do katere mere lahko moramo potegniti mejo, da ne smemo prepuščati naših odločitev in izvajanja naših nalog umetni inteligenci. Drugo vprašanje je vprašanje odnosov. Kako umetna inteligenca vpliva na naše odnose, najprej med nami samimi, med ljudmi, pa tudi vprašanje odnosa do umetne inteligence, do robotov in tako naprej. In tretje vprašanje so recimo etično vprašanje, kako vplivajo recimo na oblikovanje recimo moralnih lastnosti, moralnih drž in ravnanje na ljudi, se pravi povezava med nasiljem in umetno inteligenco, tako z političnega vidika, ko recimo se lahko sprožajo recimo razni celo genocidne zadeve s pomočjo kampanje po umetni inteligenci ali pa recimo mladostniki in tako naprej. Se pravi, odnosi, nasilje in vključevanje ali stujko integracije umetne življenje in kje potegniti mejo. O tem bomo še govorila potem v prihodnosti. Tako. No, ta vprašanje, bi rekel, tudi integracije in kje potegniti mejo in prepuščanje nalog umetni inteligenci, me vede tudi do tvojega raziskovanja. Ti si se precej ukvarjal z vprašanjem razložljivosti oziroma transparentnosti umetne inteligence, kar je zelo pomembno tudi z čisto praktičnega vidika. Lahko kaj več poveš o tem? Ja, seveda, hvala. Pravzaprav res je ta problem razložljivosti, včasih rečemo problem transparentnosti, ampak je tudi po mojem mnenju, se strinjam, boljši izraz problem razložljivosti, je v osnovi pravzaprav tehničen izziv. Tehničen izziv v tem smislu, da večina teh sistemov, ki so bili že omenjeni, strojnega učenja in torej tudi globokega strojnega učenja, danes, ko govorimo o sistemih umetne inteligence, praktično vedno govorimo o sistemih strojnega učenja. Te sistemi po svoji naravi delujejo tako, da zelo pogosto, ko jih uporabimo, da opravijo neko nalogo, ko nalogo opravijo, mi ljudje nimamo jasnega vpogleda v to, zakaj so nalogo opravili tako, kot so jo, oziroma zakaj je rezultat opravljene naloge prav tak je. Torej, recimo, primer bi bil, da če v medicini uporabljamo en tak sistem za postavljanje diagnoz, recimo za diagnosticiranje Parkinsonove bolezni, pogosto, ko uporabimo tak sistem in nam poda na koncu odgovor, naprimer, da pacient ima Parkinsonovo bolezen, nihče pravzaprav nima vpogleda v to, zakaj se je sistem odločil, da pacient ima Parkinsonovo bolezen. Ali pa morda še bolj tak primer, ki zadeva nas vse, je naprimer tudi pri uporabi ChatGPT-ja, teh pogovornih sistemov. Recimo, da jaz zastavim ChatGPT-ju nalogo, da naj mi napiše neko pesem o etiki umetne inteligence in mi potem ChatGPT poda 4 verze. Nihče, vključno s programerji, ki so dizajnirali, oblikovali ta program, mi ne more odgovoriti, zakaj je ChatGPT uporabil prav te verze, prav te besede in tako naprej. Skratka, nimamo vpogleda v zakaj je sprejel sistem to odločitev, ki jo je. Torej, to je nek tak tehničen problem razložljivosti, da pogosto te sistemi niso zares razložljivi. In jaz sem se v svojem raziskovanju pravzaprav predvsem ukvarjal z etičnimi vidiki, ki iz tega tehničnega vidika izhajajo. In pravzaprav bi lahko ta osrednji problem, ki sem ga raziskoval, opisal tako, da na eni strani imamo v družbi močno etično zahtevo po transparentnosti. Torej, vedno, ko naprimer Evropska komisija ali pa UNESCO ali pa OECD, ko dajo ven neke etične smernice za uporabo umetne inteligence, vedno eno izmed načel, ki jim moramo slediti, je vedno transparentnost. Češ, da bo uporaba umetne inteligence zares etična, mora biti razložljiva ta umetna inteligenca. Torej, po eni strani se nam zdi, da ne bi bilo etično, da uporabljamo netransparentne sisteme in seveda razlogi so razmeroma očitni. Torej, če sprejemajo odločitve na področju medicine, je dobro, da vemo, zakaj so sprejeli odločitev, ki so jo. Torej, na eni strani imamo na nek način to, da iz etičnih razlogov zahtevamo od njih razložljivost.
Po drugi strani pa pravzaprav te sistemi zaenkrat še niso razložljivi in prav te sistemi na mnogih področjih, med drugim tudi na področju medicine, na primer, ponujajo najboljše možnosti za nek drastičen preboj in v mnogih pogledih delujejo res odlično, torej tudi rešujejo življenja. Torej, po eni strani se ne želimo odpovedati zahtevi po transparentnosti, po drugi strani pa tem sistemom, ki niso transparentni, in mene je zanimalo predvsem, kako rešiti to vsaj dozdevno nezdružljivost, to situacijo, v kateri smo se znašli. In tako na hitro rečeno, se mi zdi, da je treba odgovore iskati po tej poti, da prepoznamo, da imamo nekatere moralne vrednote, ki imajo inherentno vrednost, so dobre same po sebi, recimo pogosto so med te štete recimo sreča oziroma eudaimonija ali pa morda ljubezen, morda za nekatere tudi pravičnost, ampak skratka nekatere moralne vrednote, ki imajo vrednost same po sebi, nekatere moralne vrednote imajo pa predvsem instrumentalno vrednost, torej njihova vrednost je v tem, da vodijo do nekaterih stvari, ki jim pripisujemo vrednost, in po mojem mnenju razložljivost v tem kontekstu sodi med slednje. Torej v resnici po mojem v redu moralna zahteva, ampak ne zaradi nje same, ampak zato, ker omogoča nekatere stvari, ki v resnici so pomembne, po mojem mnenju predvsem omogoča možnost grajenja zaupanja do teh sistemov. Druga stvar je, da omogoča lažjo določljivost, kdo odgovarja za morebitne napake, ko te sistemi izberejo napačno odločitev. Je dobro imeti vpogled v zakaj so sprejeli, da lahko mi ocenimo, je napaka v dizajnu, programerju, algoritmu samem in tako naprej, morda o podatkih. In pa tretja stvar je, da je razložljivost zato pomembna, ker omogoča, da oseba, o kateri ta sistem odloča, na primer o enem pacientu, da ima možnost nasprotovanja tej odločitvi. Dobro je videti razloge za odločitev, ker pravzaprav lahko nasprotujemo samo razlogom, ne. In izhajajoč iz tega, da po mojem mnenju ima predvsem instrumentalno vrednost, jaz trdim, da morda ni nujno, da zahtevamo prav razložljivost, vkolikor lahko vsaj te tri stvari, do katerih razložljivost vodi, zadovoljimo po neki drugi poti. Pri čemer jaz zaenkrat trdim, da vsaj teoretično se da, mislim pa, da bi morali v nadaljevanju raziskave peljati malo po praktični poti, kako te stvari zagotoviti brez razložljivosti, morda predvsem računalniški neki vidiki. In pa drugo vprašanje, morda potem neki pravni vidiki, kako to formulirati zahtevo po zaupanju, odgovornosti in možnosti nasprotovanja na način, da bo bilo za vse zavezujoči zakoni in da bo v resnici ponudnike in uporabnike zavezovali k temu. Ampak, kot rečeno, tukaj je zelo očitno, da ukvarjal sem se z enim takim precej specifičnim izzivom in vem, da si se tudi ti v svojem raziskovanju ukvarjal z nekaterimi bolj specifičnimi temami, ki sodijo v ta kontekst tehnologije. Eno izmed teh zelo pomembno vprašanje je vprašanje telesa, ki je na tak ali drugačen način povezan tudi z mind uploadingom. Kaj si raziskoval v tem kontekstu? Ja, se pravi, najprej, če grem 2 točki, bom pojasnil. Prvič pomen telesa, drugič po tem okvirju vprašanje angleško mind uploadinga, po slovensko naložitve uma na digitalni nosilec. Kar se tiče telesa, je že dolgo znano tudi v znanosti, da je človeško telo ključno tudi za delovanje človeškega uma. In da pravzaprav, če bi v bistvu želeli ustvariti človekoliko umetno inteligenco, veliko ljudi meni, da bi pravzaprav morali ustvariti robota, če tako rečem, ki bi imel pravzaprav človeško telo, pa zelo podobno človeškemu telesu. Se pravi, človekolika umetna inteligenca bi zahtevala človekoliko telo. Torej, ker to dokazujejo tudi, bi rekel, kot sem že dal ta primer tega otroka, ki lahko iz 2-3 ogledov že prepozna obraz, ne. To lahko stori zato, ker ima človeško telo. Zato ima človek določene sposobnosti, določene spretnosti, ki jih brez človeškega telesa nima. Zato se tudi preusmeri interes v kognitivni znanosti
iz digitalnega računalnika kot modela človeškega uma in kot v spredju so bile vede, kot je računalništvo in matematika, na področje, kjer so v spredju vede, ki se ukvarjajo s človekom, človekovim telesom, nevrologija, nevrobiologija in tako naprej. In tudi pač umetne nevronske mreže in tako naprej in konekcionizem in tako naprej. To, kar smo dobili, se je v bistvu dobilo del svoje privlačnosti tudi, ker so nekateri rekli, da so pravzaprav nevronske mreže bolj podobne človekovim možganom in njegovemu živčnemu sistemu, kot pa se pravi digitalni klasični računalnik. Tako da bi pravzaprav bilo potrebno izdelati nek analogni, neko, bi rekel, robota, ki bi imel človeško telo in nek analogni računalnik, ne? Kar pa seveda sedaj se dela na tem, ampak zaenkrat mislim, da še nismo blizu te izdelave. Tako da človeško telo je absolutno ključno, se pravi, kar se tiče, in to se vidi tudi v tem vprašanju naložitve človekovega uma. To vprašanje, ali lahko naložimo človekov um na digitalni nosilec ali ne, to pomeni vprašanje uploadinga, ne. To vprašanje se zdi na prvi pogled kot neko tako akademsko, metafizično, filozofsko vprašanje, ampak pravzaprav zadeva vsa glavna teološka vprašanja. Kajti vprašanje možnosti naložitve človeškega uma na digitalni nosilec zadeva vprašanje nesmrtnosti, zadeva vprašanje, kaj potem je zakramenti, ki so povezani z nesmrtnostjo, zadeva vprašanje samega pojmovanja človeka, kajti se pravi temeljno človekoslovno vprašanje, ki recimo ta ideja naložitve uma temelji na dualističnem pojmovanju človeka. Se pravi, da je pravzaprav človek sestavljen iz dveh sestavin, iz dveh podstati, ne, kot je rekel, dveh substanc, um in telo, ki sta relativno neodvisni. Pravzaprav telo ni bistveno, ne. Lahko, če uporabljam te prispodobe hardvera in softvera, človeški um je razumljen kot softver, ki ga lahko naložimo na drug hardver, kot je biološko človeško telo, ne. Temu se v filozofiji včasih pravi funkcionalizem. Funkcionalizem v tem smislu, da je važen funkcionalistični sistem, ne pa sama materialna substanca, iz katere je sestavljen ta sistem. Medtem ko vsaj bi rekel v naši tradiciji, se pravi tradiciji judovski in krščanski tradiciji, pa človek ni razumljen dualistično, ni razumljen kot sestavljen iz dveh ločenih substanc, ampak je človek razumljen kot enota, enotnost telesa, uma in duha. Se pravi, kot je rekel sveti Avguštin, je mešanica, nerazložljiva mešanica tega dvojega. Tako da tukaj, če bi bil ta mind uploading, se pravi naložitev uma možna, bi mi mogli predrugačiti naše pojmovanje. Ampak jaz mislim, da niti ni možen, ne? Ker tukaj, to je zelo kompleksno vprašanje, ampak recimo ena stvar je ta, recimo ene so biološki razlogi proti temu, ne. Imamo biološke razloge proti naložitvi, možnosti naložitvi uma, imamo psihološke razloge proti možnosti naložitvi uma in imamo socialne razloge proti možnosti naložitve uma. Biološki razlogi proti možnosti naložitve uma so, da ni nam znano, da bi katerakoli druga snovi, kot so snovi, iz katerih je sestavljeno človeško telo, se pravi tudi, kjer gre za ogljikove snovi v osnovi ogljika, da bi lahko, bi rekel, obstajala zavest na takem substratu, ne. Govori še o siliciju, ampak to je še celoz v oblakih, ampak kvečjemu silicij. Se pravi, če gledamo empirično izkustvo, nimam nobene znanstvene
podlage, da bi trdili, da lahko na nebiološkem, celo na neoglični osnovi ustvarimo. Ne? Drugo, kot sem rekel, ta psihološki vidik je ta, da recimo naš ni samo v naših možganih, ni samo v našem živčnem sistemu, ampak je v našem celem telesu in še izven našega telesa. Ne. Se pravi, tukaj je tudi ena pozicija, bi rekel, neurocentrizma ali, če hočete, možganocentrizma, ne, da je vse, kar pa raziskave kažejo, da ni tako. Ne. Recimo pojmovanje naše osebnosti, naše individualnosti, kaj je moje in kaj ni moje, meja moje, ne moje, določa tisto, kar rečemo v psihologiji, naša telesna shema. Telesna shema je pa bistveno odvisna od našega telesa. In po tem, kar vemo iz psihologije in tudi nevrologije, ki ste povezane, mi ne bi mogli imeti pojma moje, ne moje, brez telesa. To pa potem pomeni, da ne moramo govoriti o človeški identiteti. In tretji element je socialna. Naša socialna, mi smo vpeti v svet. Človeško bitje je telesno bitje, ki je dinamično vpeto v svet in odprto v svet. In seveda, mi smo bitja odnosov in naše, bi rekel, odnosi in temeljijo na telesnih gestah, na telesni interakciji. In ta, bi rekel, interakcija brez telesa ni možna. Ne? In to govori, da bi ta neka stvar, neka entiteta, ki ne bi imela človeškega telesa, da bi mogla imeti človeško identiteto, ni možna. Ne? Se pravi, to je četrti razlog. Tretji razlog in četrti razlog lahko tudi navedem to, da tudi če bi mi lahko recimo človeka prenesli, z logičnega vidika ne moremo trditi, da bi bilo to isto bitje. To se govori, da je naložitev človeškega uma destruktivna. Se pravi, bom dal en primer, da nam predolg. To je bilo recimo v raznih znanstveno-fantastičnih serijah je bilo to. Recimo si stopil v neko dvigalo, ki te je transportiralo in potem si stopil in si se razkrojil, potem si pa stopil ven in si bil spet ista oseba. In trdijo, da nisi ista oseba. Ja, okay. Da nisi ista oseba, ker če pa so odlični razlogi, zdaj nimam časa za to navajati, ti si dvojnik, si pa ista oseba. Glavni, bi rekel, psihološka motivacija, saj v našem okviru, recimo krščanskem, za mind uploading je pa nesmrtnost oziroma ohranite moje individualne identitete. To je ena glavnih stvari, se pravi, tako bomo zdaj dosegali nesmrtnost, ki je v krščanstvu pojmovana kot individualna nesmrtnost, ki ohrani identiteto. In tukaj potem vidimo, da se ne ohrani identiteta, da se ne ohrani zavest in da se tudi, če bi bil celo ta dvojnik možen, da se ne ohrani dvojnost. Samo zaključim z enim primerom, zakaj to lahko tako z neko intuitivno, ker tukaj za neke suhoparne in razprave ni prostora. Recimo, poglejte, da sem jaz na smrt bolan in celo zelo trpim. In potem mi reče zdravnik ali pa znanstvenik, prav, poglejte, mi bomo zdaj izdelali vašega kompletnega dvojnika, samo ne bo več bolan in ne bo imel teh neznosnih bolečin. In zdaj, za vas je pa ena zelo majhna možnost ozdravitve. A zdaj vi pristanete na to, da vam jaz dam, da vas evtaniziram, ker bo tukaj vaš dvojnik živ, samo ne bo trpel. Jaz bi rekel, ne, ker to ni on. Ja. Jaz ne bom preživel. To nam kaže na to, lahko imamo različne intuicije, ampak da nas ne poteši dvojnik. Mi hočemo preživeti, ne dvojnik. Ne. Tako da tukaj je samo malo za pokušino, kako se pravi. Ampak tukaj se pravi, to ni samo neko metafizično vprašanje, to je neko
vprašanje, ki zadeva same temelje teologije in tudi morajo se teologije in se na to vprašanje izzive odzivati in bi rekel akomodirati, se pravi nekako prilagoditi in vključiti ta izziv v svoje teološka pojmovanja, ker pred 100 leti tega izziva ni bilo. Sedaj pa je na dlani več kot 3/4 inženirjev verjame, da bo naložitev uma v relativno bližnji prihodnosti realnost. No, tako da toliko o tem, ne. Zdaj pa, če se vrneva tudi na tvoje raziskave, kot sem dejal, se ukvarjaš z etičnimi vidiki, ali lahko našteješ eno, dve, recimo, pereči vprašanji etični, ki se tiče umetne inteligence in mogoče orišeš, v čem je problem in kako bi ga lahko rešili. Ja, seveda. Jaz mislim, da ko govorimo o uporabi umetne inteligence danes, predvsem 3 področja so taka, na katerih bomo po mojem morali v relativno kratkem času odgovoriti na kar nekaj vprašanj. Eno je že omenjeni te algoritemski sistemi, ki sprejemajo namesto nas odločitve, torej sprejemajo odločitve v medicini, na bankah, sprejemajo odločitve, komu odobriti kredit in komu ne, na sodiščih morda asistirajo pri odločitvi, koga predčasno spustiti iz zapora in tako naprej. Torej, to je eno področje, po mojem, in tukaj je kar nekaj etičnih izzivov, še posebej, mislim, da že omenjeno vprašanje razložljivosti, potem vprašanje odgovornosti, ki zajema tako to, da na nek način se bo treba dogovoriti, kdo bo odgovarjal za morebitno škodo, ko odločitev vodi v neko situacijo, kjer subjekt, o kateremu sistem odloča, utrpi kakršnokoli že škodo. Kot tudi to, da verjetno to za sabo potegne nekaj, morda utrpimo mi ljudje tudi do neke mere škodo na področju naše zmožnosti sprejemanja odločitev, če z takšne zahtevne odločitve začnemo prelagati na sisteme, da jih bojo sprejemali namesto nas. Drugi 2 takšni področji pa sta, na primer, eno je še spletni algoritmi. To se mi zdi, da je eno področje, kjer bomo morali v kratkem določene stvari razrešiti v etičnem kontekstu in kasneje tudi v pravnem kontekstu. Vemo, da takoj, ko pridemo na internet, ko smo na spletu, nam te spletni algoritmi sledijo, v smislu, da opazujejo, kaj počnemo v tem spletnem okolju, torej na katerih straneh smo, katere stvari so nam všeč, katerih stvari ne maramo, in temu začnejo prilagajati nam vse vsebine, ki jih vidimo, kar ima resne posledice za, po mojem mnenju, ima resen vpliv na našo avtonomijo, ker do precejšnje mere v resnici, kljub temu, da se morda tega ne zavedamo, mi nimamo več nadzora, nismo zares več svobodni pri tem, da odločamo, kaj vidimo, česa ne vidimo, in to do precejšnje mere tudi oblikuje potem naš odnos do resnice. In se lahko moj pogled, izhajajoč iz tega, da večino novic vsi dobimo na spletu, moj pogled, kaj res povsem razlikuje od pogledov mnogih drugih ljudi, ker pravzaprav meni algoritmi kažejo povsem druge vsebine kot mnogim drugim. In ta tretje področje, morda še posebej zanimivo v današnjem času, je področje generativne umetne inteligence. Torej, z generativne umetne inteligence mislimo te sisteme, ki na nek način generirajo ali pa morda recimo ustvarjajo vsebine. Primer bi bil torej ChatGPT, program, ki ustvarja besedila. Imamo sisteme, ki ustvarjajo slike, kot sta Midjourney in DALL-E in zdaj tudi ChatGPT. Prav tako pa sistemi ustvarjajo glasbo, ustvarjajo videe in tako naprej. In tukaj je nekaj za etiko relativno takšnih izzivov, ki so precej intuitivni za večino ljudi, sami tudi vsi pomislimo na to, so vprašanje avtorstva, kdo je avtor, komu pripadajo pravice, kaj zares pomeni plagiatorstvo v tem kontekstu.
tudi v vprašanjah so vezana na tako imenovane deepfakes oziroma globoke ponaredke, kako še veš, kaj je res in kaj ni res. Ampak morda, če ne izpostavim recimo morda en izziv, ki zadeva generativno umetno inteligenco in bo po mojem prišel v prihajajočih letih res do izraza in morda ni tako zelo intuitiven, je, da te sistemi so pravzaprav danes že zmožni generirati vsebine, neke recimo produkte, ki so dovolj podobni človeško ustvarjenim produktom ali pa vsebinam, da jih zelo težko ločujemo med sabo pogosto, kar vodi v nekatere posledice, ki so bolj daljnosežne kot zgolj to, da mi ne vemo, ali je stvar ustvaril človek ali umetna inteligenca. En tak primer bi bil, da mislim, da 2 letoma, mislim, da leta 2023, so na enem avstralskem fotografskem natečaju diskvalificirali fotografijo ene avtorice, mislim, da je bilo ime Suzy Daughtry, so njeno fotografijo diskvalificirali, češ zato, ker je uporabljala umetno inteligenco in ni šlo za fotografijo, ampak pravzaprav za generirano sliko. In naknadno se je izkazalo, da je res šlo za fotografijo, umetna inteligenca ni bila uporabljena in to avtorico so predtem že diskvalificirali. In ona je potem morala dokazati na nek način žiriji, da avtor te slike ni umetna inteligenca. Tako da pravzaprav je fotografinja morala dokazati, da je avtor fotografije človek. Ampak ker je bila ona sama avtorica, je v pomembnem smislu istočasno dokazovala, da je ona človek. Torej, da je avtor človek v tem dotičnem kontekstu, da je ona človek. In ona je to dokazovala žiriji, ki so jo sestavljali ljudje. Tako da čeprav ni bilo nobene umetne inteligence vpletene, vsaj v nekih situacijah je ta avtorica pravzaprav drugim ljudem dokazovala, da je ona človek. In po mojem mnenju, pogosto je govor o tem, recimo, ko govorimo o umetni inteligenci, da kako bomo lahko, če bojo roboti res izgledali kot ljudje, recimo, da bi imeli telo, kot so prej govorili, kako bojo izgledali kot ljudje, kako jih bomo ločali, kako bomo vedeli, kdo je robot, pa kdo je človek. Ampak po mojem še precej preden bomo prišli do teh izzivov, smo že pred izzivom tega, da potencialna vseprisotnost generativne umetne inteligence že malo načenja naše zaupanje v to, da ko smo v interakciji z drugim človekom, da res imamo opravka s človekom. In vsaj kaj pa samo možnost prisotnosti umetne inteligence danes sil v to, da en drugmu dokazujemo svojo človeškost. In to po mojem do precejšnje mere načenja neke toliko temeljne družbene strukture, kot je medosebno zaupanje v to, da res smo ljudje in torej neke temelje naših odnosov kot takih, z vsemi pomembnimi vidiki, ki pridejo zraven, med drugim empatijo, katero si pa tudi ti v svojem raziskovanju precej naslavljal, ampak v drugačnem kontekstu, ne? Na vseh kontekstih, tudi v kontekstu umetne inteligence. S tem so se seveda dotaknila že na začetku dotaknjenega področja glavnih izzivov umetne inteligence, se pravi izzivov na področju odnosov, medčloveških pa tudi na relaciji umetne inteligence človek. In empatija je z moralnega vidika eden najpomembnejših odnosov, kajti nobena praktična morala ni možna brez empatije, kajti na empatiji temeljijo preveč pomembne stvari, da bi bila možna morala. Se pravi sočutje, potem moralna vzgoja, zgledovanje po drugih. Vsaka moralna vzgoja je lahko uspešna samo, če obstaja empatija med učiteljem in učencem, če se učitelj ali vzgojitelj sposoben vživeti v vzgajenca in obratno. Se pravi, empatija je ključna. Zdaj, in tukaj se postavlja vprašanje, ali je možna empatija na spletu oziroma empatija online. Samo kratko, mi imamo seveda iz lastne izkušnje občutek na omrežjih, da je možna, ker vsak od nas je začutil včasih preko spleta veliko empatijo z določeno osebo. Kako lahko to razložimo, da je možna? Tukaj se lahko zatečemo tudi k filozofski tradiciji fenomenologije, ki je razlikovala med živetim telesom in
telesom, ki je objekt, rečemo objektno telo. Ne? In to dvoje ne smemo mešati. Ne? Živeto telo ima dva vidika. Eno je to, kako ga mi doživljamo, se pravi doživljanje mojega telesa, ki je drugačno, kot če gledam na telo kot nekaj, kar merim in tako naprej, kot nek predmet znanosti. Drugo pa je zunanji vidik, kjer doživljamo naše telo kot izraz našega doživljanja. Ne? Se pravi, če tako malo poenostavim, živeto telo je polje naših občutkov in polje naših izrazov. Ne? Imaš zunanji vidik. In zdaj samo na kratko, kako je možno. Ne? Argument proti možnosti empatije na spletu je naslednji. Za empatijo je potrebna prisotnost telesa. To je prva trditev. Druga trditev, druga postavka, na spletu ni prisotno telo, ne? In tretja postavka je, torej ni možna empatija preko spleta. Ne? Se nam samo zdi, da je empatija, pa ni. Ne? Odgovor je tale, zelo kratek, bolj za izziv poslušalcem, ker morava zaključiti, kot pa bi rekel to. Empatija je možna, kajti na splet lahko prinesemo živeto telo. Ne moramo pa prinesti fizičnega telesa. Se pravi, ker je možno prisotnost živetega telesa na spletu, je možna empatija, kajti za empatijo ni potrebno fizično telo, ampak je dovolj živeto telo. Torej, to bi bila, bi rekel, najkrajše. Toliko, Res so omejeno s časom. Super izhodišče, po mojem, tudi za nadaljne razmisleke. Tako da, Bojan, najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi tebi. Zadnjo misel. Ja, mogoče bi zaključil z besedami apostola Pavla, ki po moje tudi lepo ujamejo pravilen odnos do umetne inteligence. Vse preizkušajte in kar je dobro, obdržite. Ali, če dodam še, vendarle mislim, da je dobrobit ali zlo umetne inteligence za človeka odvisno od tega, kako jo bomo uporabili. Super, hvala. Prosim.